Ta krožek vodim že 9 let. Naslednje leto bo že 10. leto. Lotila sem se tega in z njimi, ki mi povsem pomagajo, to sploh ni težko. Oni s svojimi izkušnjami, idejami, odkrivanjem, dejavnostmi iščejo vse mogoče, kar nas zanima, in pojemo, prebiramo recepte, obravnavamo dnevne dogodke, hodimo na izlete, na razstave, obiskujemo nemško čitalnico, na predstave hodimo. Predvsem pa je to način učenja, to je ene vrste projekt, in če je cilj postavljen pred otroka ali pa pred odrasle, pred nas, je to dosti bolj enostavno, oziroma človek dela z večjo motivacijo. Torej cilj, ki je postavljen, ki je določen, pomeni absolutno motivacijo. Veliko vašega učenja in ustvarjanja je povezanega tudi s prostočasnimi dejavnostmi, s konjički in pa s posebnimi znanji, naprimer znanji o zdravilnih zeliščih. Jaz sem pravzaprav tu sestavila pač seznam v slovenskem jeziku, v latinščini in nemščini. Gospa profesor je pa to prekontrolirala, da vse drži. Zbrala sem pa okrog 200 tehle zdravilnih zelišč. Ja, ta slovarček je pravzaprav nastal na pobudo slušateljic Pedagoške fakultete v Mariboru, ker smo ob obisku lekarne v Olimju videli, da študentke ne poznajo niti slovenskih, niti nemških imen. In jaz sem vedela, na koga se naj obrnem, in tako je bila Mima takoj pripravljena in so to naredili. Ni stvari, ki je ne bi počele, nič nam ni težko, čeprav moramo včasih ponavljati krepke glagole, sklanjatve, spregatve in so nepotrebno zoprno na vlaku, ampak brez tega se pač ne da govoriti.